Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Oče, hvala ti za Božjo besedo danes. Verjamem, da nas bo izvala in nam prinesla kakšno opozorilo, vendar naj nam ne prinese obsodbe. Hvala ti, Oče, da vsakdo prejme to besedo in jo uporabi v svojem življenju v Jezusovem imenu. Amen. Danes vam želim govoriti o skušnjavah in kako se upremo skušnjavam. Ena stvar, kjer smo sami velikokrat preizkušani, je, da vstopimo v kompromis. Kaj pomeni kompromis? Zame je kompromis, ko čisto malo odstopamo od tega, kar mislimo, da je prav storiti. Veste, samo malo. Čisto malo. Na koncu koncev vsi to počnejo. Vendar veste kaj? Mi nismo kdorkoli. In kompromisi, ki jih delamo v svojem življenju, povzročijo več škode, kot si lahko mi predstavljamo. Kajti ponavadi ni samo en kompromis. Najprej majhen kompromis, ki se ga navadimo in nato v nekem trenutku, kar nekoč ni bilo prav, se nam zdaj zdi prav. Tako zdrsnemo nekoliko nižje in čez nekaj časa, ko se nam to zdi prav, se nam zdi tudi nekaj drugega čisto prav. Preden se zavemo, začnemo živeti v cenenem življenju, ki ni všeč Bogu. Gotovo je, da se ne moremo ozirati na svet okrog nas, če je to prav. Nažalost se v mnogih primerih ne moremo ozirati niti na druge kristjane, da bi videli, če je nekaj prav. Ne mislim obsojati, vendar v cerkvi imamo veliko mesenosti. Tudi v cerkvi moramo biti zelo pozorni, da se trudimo za primernost in da ne razvodenimo veselega oznanila Jezusa Kristusa do te mere, da nima nikomur ničesar več za povedati. V našem duhovnem delovanju smo napravili veliko sprememb pred kakšnimi 4-5 leti, da bi bili bolj dostopni mladini. Kajti, ko sem gledala od tukaj, se je zdelo, da je vsakdo moje starosti, ni mi bilo všeč. To je bilo znamenje, da ostajamo na določeni stopnji brez rasti. Veselo oznanilo pa je za vsakogar in ni važno, koliko so stari. Tako smo sedaj pritegnili veliko več mladih na naša srečanja in več tistih v 30, 40 ali 50 letih. Prav tako pa sem pridejo tudi tisti, ki so stari 80 ali 90 let. Spremembe, ki smo jih napravili, nimajo nič opraviti s spremembami v obnašanju ali v sporočilu. Vse je bilo na izvajanju. Izbrali smo nekoliko drugačno prizorišče, povabili druge pevske skupine. To so bile mlade pevske skupine, da bi pritegnili mlade. No, tokrat ne opazim, vendar ponavadi uporabljamo dimno napravo, tako da je prizorišče nekoliko v megli, še vedno ne razumem tega. Veste, veliko raje vidim ljudi, da se mi odzivajo, a menda je ljudem tako všeč. Veste, jaz bi bila vesela tudi, če bi skupaj zapeli 5 pesmi, preden začnem, vendar če zares ljubim ljudi, potem se moram prilagoditi na to, kar oni hočejo. Moram se ravnati po tem, kar je dobro, ne le zame, ampak za vse. Moram se spremeniti in mislim, da če se ne spremenimo, potem končamo v prahu. Vendar pa ne moremo nikoli spremeniti naših moralnih vrednot in ne moremo nikoli spremeniti resnice o sporočilu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ni pomembno, v katerem stoletju živimo, kajti Božja beseda ostaja ista. Poceni življenje je predrago. To je to, o čemer hočem danes govoriti. Kajti, če izberete izbrano življenje, boste poželi nagrado. Pridobili si boste pravičnost, mir in veselje. Globoko v svoji notranjosti boste imeli zadovoljstvo. Če izberemo poceni življenje, potem nam Sveto pismo jasno pove, da izgubljamo izbrano življenje, ki nam ga je Bog pripravil. Ne mešajte veseljačenja in veselja. Ali ste me slišali? Ne zamenjajte 1 ali 2 noči zabave za veselje. Vedno bodite prepričani, da imate prave stvari in ne kopijo tistega, kar hoče Bog za vas. Matej 22, 37 in 38 vrstica. Rekel je: ljubi Gospoda svojega Boga s vsem svojim srcem, s vso dušo in vsem svojim mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Kajti tam so bili farizeji in so Jezusa spraševali o njegovem učenju, katera zapoved je najvažnejša.
On jim je odgovoril, najvažnejša zapoved je, da ljubite Gospoda svojega Boga. Ne samo, da ga ljubite, ampak da ljubite Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo in z vsem svojim umom. To je prva in najpomembnejša zapoved. Ob priložnosti se moramo resnično ustaviti in se vprašati, kaj je res najpomembnejše za nas v našem življenju. Verjetno bi vsi odgovorili, da je to Bog. Vendar se moramo ustaviti in se vprašati, kje pa je dokaz za to. Zakaj porabimo svoj čas? Veste, da mi uporabljamo svoj čas za delo, kar je tisti dan pomembno. Če nimamo nič časa za Boga, potem tisti dan Bog za nas ni pomemben. Neverjetno je, kako najdemo čas za Boga, ko smo obupani. Samo nismo še gotovili, da smo ves čas obupani. Veste, vi gledate v žensko, ki je obupana. Jaz sem obupana v hrepenenju po Bogu in vem, da ne morem biti brez njega. Matejev evangelij 6, 24 in 25 vrstica. Nihče ne more služiti dvema gospodarjema, ali enega sovraži in ljubi drugega. Sprašujem vas, da si sami izberete. Izzivam vas, da naredite odločitev. In spoštujem dejstvo, da ste tukaj in mnogi med vami ste zelo zvesti kristjani. Poleg tega pa se oziram tudi na televizijske gledalce širom po svetu in vas nagovarjam k odločitvi. Verjamem, da ko ste danes prižgali tale program, je bilo nekaj več, kakor pa samo preskakovati različne TV programe. Bog vam danes hoče govoriti in želi, da napravite odločitev o tem, komu boste služili in komu boste posvetili svoje življenje. Ne morete služiti Bogu in mamonu, ki je poln prevare o bogatstvu, denarju ali zaupanju v lastnino. Ne, ne, ne in ne. Prav sedaj se moramo ustaviti in reči, da Bog ne pravi, da ne moremo biti bogati, da ne bi smeli imeti denarja ali lastnine. Kajti vse, kar je Bog ustvaril, je ustvaril za nas, da bi se tega veselili. On želi, da uživamo svoje življenje. Bog ne želi, da bi grešniki imeli vse, medtem ko bi njegovo ljudstvo hodilo naokrog brez vsega. Vendar tukaj je odgovor. To sporočilo moramo od časa do časa slišati. Dobro je, da imamo stvari, vendar pa ni dobro, da bi te stvari imele vas. Mi lahko zelo hitro rečemo, veš, moje stvari mi ne pomenijo toliko. Dobro, vendar kako reagirate, ko eno izmed njih izgubite? Amen. Pred mnogimi leti sem dobila ta prstan in je zame nekaj posebnega. Ker nekoč, ko nisem imela nič za podariti in sem bila na nekem predavanju, to je bilo še preden sem sama začela predavati, sem hotela nekaj dati človeku, ki je predaval tisti večer. Z Davidom nisma imela nobenega denarja in podarila sva ga že nekaj pri darovanju in vse, kar nam je ostalo, je bil denar za plačati položnice. Hotela pa sem mu nekaj dati, a nisva imela nič vrednega. Edina stvar, ki je bila dragocena, je bil moj poročni prstan, ki tudi ni imel posebne vrednosti, vendar je meni veliko pomenil. Tako sem pristopila, počutila sem se kot popoln tepec, si snela prstan in šla k njemu, ki je tedaj bil zelo znan pridigar. Rekla sem, verjamem, da me Bog kliče v duhovno službo, vendar kdo sem jaz? Sem le majhna gospa in izmed faraonov. On si je verjetno mislil, seveda vsakdo verjame v to. Rekla sem, čutim, da mi Bog naroča, da vam nekaj dam. Vem, da je to nekoliko nenavadno, vendar vam podarim najin poročni prstan. Bil je hvaležen, vzel ga je, bil je prijazen in je molil za naju. In zelo zanimivo je, da je ta človek sedaj misionar, ki ga mi podpiramo. Od tedaj nimam poročnega prstana. In nisem čutila, da bi Bog hotel, da si ga kupim. Čutila sem, da naj mu verjamem, da mi ga bo on podaril. Nekaj let je minilo in neka gospa je prišla na naše srečanje. Davidu je dala majhno žametno škatlico. Jaz nisem povedala te zgodbe prej v javnosti. Rekla je, resnično čutim, da Bog hoče, da to dam Joyce. Bil je zelo lep prstan in je tako zame imel večji pomen, kakor sama vrednost prstana. Vedela sem, da mi ga je Bog naklonil. To je bila žetev za žrtev, ki sem jo pred leti naredila.
Vidite, velikokrat ni samo cena tega, kar daruješ, ampak koliko to tebi pomeni. Ta majhen prstan mi veliko pomeni. Pred 6 meseci se je zdelo, da sem ga izgubila. Šla sem na nego obraza in nazaj sem se vrnila brez prstana. Nisem se mogla spomniti, ali sem ga kje pustila, ali sem ga pustila v žepu obleke, ki sem jo nosila, ali sem ga snela in ga pustila na toaletni mizi in ga potem nisem vzela. Seveda sem povsod klicala in preiskala vse kotičke, vendar ga nisem našla. In vse se je končalo z dihom. Nato sem se pogovarjala sama s sabo in rekla, veš kaj, Joyce, samo mala stvar je. Gotovo je stvar, ki jo imaš rada in ti nekaj pomeni, vendar če Bog ni za to, da ga imaš, potem si lahko srečna tudi brez prstana. Odločila sem se, da me čustva ne bodo vodila. Nisem dopustila, da me to vznemirja. Ne smemo dopustiti, da nas stvari vodijo. Približno teden dni kasneje, ko sem že dovolj trpela, me poklicala moja hčerka in rekla, danes sem našla tvoj prstan v moji torbici. Bila je z mano tisti dan, ko smo bili pri kozmetičarki in spraševala sem se, kako neki je prišel moj prstan v tvojo torbico. To se je zgodilo. Pred časom sem ji dala svojo torbico, to je bila ena mojih starih torbic. Ko sem jo tedaj videla, sem nekako avtomatsko vtaknila svoj prstan vanjo. Ko je hči prišla domov, je pospravila vse stvari iz torbice, razen mojega prstana in začela uporabljati novo torbico. Čez teden dni pa ga je našla, vendar vam to pripovedujem samo kot primer, kako se obnašate, ko gre za vašo lastnino, kako se obnašate, ko vas Bog nagovori, da se odpoveste nečemu, kar ima velik pomen za vas. Sedaj me dobro poslušajte, verjamem, da nas bo Bog preizkušal. Kdo je prvi v vašem življenju? Ali je to Bog, ali so stvari, ali ljudje, ali morda nek položaj? Vse lahko postane preveč pomembno za nas. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Mislim, lahko imate denar, stvari, posest in tega lahko imate zelo veliko. Bog hoče, da njegovo ljudstvo ima blagoslov, vendar pa morate biti gotovi, da razumete, da ste kanal in ne rezervoar. Mi nismo zbiratelji stvari. Mi moramo uporabljati to, kar imamo, da služimo Bogu in smo v blagoslov drugim ljudem. Mnoge stvari, ki jih imamo, nam niso niti namenjene, ko pridejo do nas. So stvari, ki so namenjene nekomu drugemu. Veste, če imamo težavo, da vržemo nekaj evrov v puščico, kako se bomo obnašali, ko nas Bog začne spraševati za druge stvari? Veste, lahko nimate nobenega problema z darovanjem denarja, vendar ko Bog poseže v vaše prihranke, vaše prejemke ali denar za počitnice, potem postanete preobčutljivi. No, vidim, da ste nekoliko na trnih. Gremo naprej. Dajte no, koliko izmed vas se zaveda, da lahko naša posest postane bolj pomembna, kot pa bi morala biti? Veste, ni človeka na smrtni postelji, ki bi se spraševal za stanje bančnega računa. Ali ste me slišali? Nihče na smrtni postelji ne sprašuje, kakšno je stanje na mojem bančnem računu. Kar si želijo, je njihova družina in prijatelji, vendar nažalost mnogi ljudje pridejo na konec svojega življenja in ker so si samo prizadevali za velike prihranke, sedaj nimajo nobene družine ali prijateljev, ki bi jim bilo mar za njih. Vi si lahko vse svoje življenje prizadevate za spinjanje po lestvi uspeha, ko pa pridete na vrh, ugotovite, da je lestev naslonjena na napačno stavbo. Zagotovite si, da postavimo zares pomembne stvari na prednostno mesto. Všeč mi je poučevanje teh stvari, kajti mi vsi se moramo ustaviti v tem nemirnem in divjem načinu življenja ter našem prizadevanju za več in več in več stvari in moči in družbenega položaja in napredovanja. Vprašajte se, kaj sploh počnem? Kaj je zame zares pomembno? Ali sem svojim idolom dovolil, da so vstopili v moje življenje? Ali so stvari, ki so zame skoraj da nemogoče, da se jim odrečem? Ali se lahko odpovem stvarem, za katere je Bog naročil, da se jim odrečem?
Če imate v svojem življenju prijatelja in vam Bog jasno pove, da ta oseba ni več primerna za vas, ker vam zastruplja življenje, ali ste pripravljeni se oddaljiti od njih? Pa tudi, če boste za nekaj časa sami in nimate nikogar, kateremu bi se obrnili, je to bolje, kot pa da bi se družili z napačno osebo. Dajte no, to sem storila že 4-krat ta teden, pomagajte mi, utrujena sem od tega. Razsodetje 3:15-17. Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel, ne vroč. Ko bi bil vsaj mrzel ali vroč. Ker pa nisi ne vroč, ne mrzel, ampak mlačen, sem tik pred tem, da te izpljunem iz svojih ust. Joj! Kaj govori Luka o mlačnih kristjanih, ki so v nedeljo tako sveto pobožni, a že v ponedeljek prav takšni kot vsi drugi? Ali se na en način obnašate s svojimi krščanskimi prijatelji in na drug način s drugimi kolegi? Ali se za Boga zavzamete? Kjerkoli ste, v vsaki situaciji. Če ne morete biti kristjan, če ste s temi ljudmi, ali ste pripravljeni začeti kompromise, da ohranite svoje prijateljstvo, ali pa izberete Boga in rečete, raj nimam nikogar, kot pa da bi se družil z napačno osebo v svojem življenju. Veliko let sem bila mlačna kristjanka in nažalost mi ni nihče povedal tega. Nihče me ni soočil, kakor jaz sedaj soočam ljudi. Voljnim poslušalcem ni tega nihče povedal. Danes vas soočam z enostavnim vprašanjem. Ali ste mlačni, ali pa še vedno gorite za Boga? Ali ste globoko zaljubljeni v Boga? Ali ste pripravljeni se odreči vsega, kar je mesenega, kar vas je on vprašal, da se odrečete, da bi lahko bili v globokem odnosu z njim? Ali pa ste bolj površinska oseba? Tako dolgo, ko dobite to, kar hočete in se pri tem dobro počutite, ter nastane preveč, potem je vse v redu. Vendar, ko to postane drago in je veliko stvari, ki se odvijajo v vašem življenju, ki jih sami ne razumete, se zdi, da vi dajete desetino, obiskujete cerkev, ste dobrodelni, sedaj pa se zdi, da se je v vašem življenju ves pekel obrnil proti vam. Ali boste še vedno pripravljeni se vztrajati in reči, Bog, ljubim te prav tako močno v tej dolini, kot pa na vrhu gore. Kajti vi pravite, bogat sem, dobro sem napredoval in postal premožen, ničesar ne potrebujem. Vendar se ne zavedate, da ste bedni, usmiljenja vredni in ubogi. Dopustite mi, da te vrstice preberem nekoliko drugače. To je na način, kakor bi jih jaz prebrala. Pred 35 leti, ko sem jadrala okrog v svojem majhnem cerkvenem čolnu. Veste, moj mož je učil v cerkvi, jaz sem bila edina ženska, ki je kdaj sedla za cerkveni pult. Poznala sva prave ljudi v cerkvi. Vidite, bila sva povezana. Bila sva povsod. Udeleževala sva se vseh zabav in ni bilo stvari, kjer Majereva ne bi bila povabljena. Lahko bi bilo nekaj takšnega, kot da rečete. V dobri kondiciji sem. Ni nam treba preveč skrbeti za denar, imamo 2 avtomobila, lepo primestno hišo, poznamo prave ljudi, imamo lepe obleke, otroke, ki so pisani na prave šole. Na to mi je Bog govoril, še vedno ne dojameš, da si bedna, usmiljenja vredna, uboga, slepa in naga. Dajte no, krščanstvo je več, kakor izlet v cerkev enkrat na teden. Ni samo to, da imate na svojem avtomobilu nalepko z ribico. Vse je glede tega, kako se obnašamo, kako živimo svoje življenje, kakšne odločitve sprejemamo in če smo to uro pripravljeni se postaviti za to, v kar verujemo. Veste, ne bom govorila veliko o poslednjih rečeh, kajte mislim, da tega področja ne poznam najbolj natančno. Predstavljam si, da sem pripravljena, ko pride. Tako ni moje področje, vendar verjamem, da se mi vsi zavedamo, da se stvari temeljno spreminjajo in ne gredo v preveč dobro smer. Pripravljeni moramo biti, da se postavimo na stališče. Ali smo pripravljeni?
da če je potrebno, izgubimo svoje življenje, kakor so to storili prvi kristjani, kakor pa da bi zavrgli Kristusa. Napraviti moramo odločitev ali pa kompromis. Spominjam se, ko je moj mož delal kot inženir. Veste, da so moški kot moški in sedijo pri kosilu ter si pripovedujejo umazane šale. Posebej tiste umazane šale o spolnosti. Mož David je prišel do zaključka, da če bo prišel kdo in začel govoriti umazane šale, pa ne da se to dogajalo kar naprej, da ga bo samo gledal. Ni se smejal umazani šali in ne rabite se smejati umazanim šalam. Ni mi mar, kaj si bo druga oseba mislila o meni. Ni se treba smejati. Včasih vas samo preizkušajo, da vidijo, če se boste smejali. Veste, povem vam lahko, kdaj zadenem problematično področje, ker postanete... Gospod, tako tiho je tukaj. Kaj seveda? Dobili so. David mi je govoril. Nekoč je nekdo prišel k Davidu in mu začel govoriti umazano šalo. Pogledal ga je in rekel, ti veš, da sem kristjan. Da ljubim Boga in da ne maram tega. Zakaj potem sploh prideš sem in mi to praviš? Ni potrebno preveč gledati na to, kaj ljudje mislijo, če boste ohranili svojo pot z Bogom. Vi veste, da lahko rečete, dobro, to ni velika stvar, vendar ta edina oseba, ki pride in vam pove umazane šale, vas bo jutri obsojala, če se ne boste zavzeli zase. Celo lahko vaše obnašanje postane opravičilo, da oni ne postanejo kristjani, kajti rekli bodo nič drugače nisi od mene. Kakorkoli. Ko so minevala leta, je David spoznal, da on ni bil neprijazen z drugimi. Bil je zelo prijazen z njimi in ko so mu drugi govorili umazane šale, tako je naslednji dan prišel nazaj in se z njimi pogovarjal. Največja napaka, ki jo delamo, je, da reagiramo kakor tvoja posvetnost bo prešla na mene, tako ne morem biti več v tvoji bližini. Vendar moramo biti v bližini nevernikov, pa vendar moramo biti mi polni Boga med neverniki. Ne mislim, da moramo vedno govoriti v našem posebnem krščanskem jeziku, kakor da bi hodili po pisarni s Svetim pismom v roki in kasetofonom. Mi moramo ohraniti svojo integriteto, da se postavimo za to, kar verjamemo, da je prav. Tako je David rekel, da je nekaj opazil. Vedel je, da so se ponorčevali z njega in o njem govorili. Vendar, ko so imeli v svojem življenju težave, ko se je njihov zakon krhal, ko so dobili slab izvid od zdravnika, so vedno prihajali k njemu. In v svojem okolju morate vi biti v takšnem položaju, da v sosedstvu, v šoli, na delovnem prostoru imajo priti k komu, da o povpraševanju s tehtnostjo verujejo v živo pričevanje tega, kar pričakujejo. Amen. Vsi to počnejo. Za vas ni privilegij to, da delate, kar drugi delajo. Bog je deloval name na zelo trd način. V mojem življenju je bil čas, ko sem se pritoževala, ko sem videla druge ljudi, da so delali to, kar meni Bog ni dovolil. Ni se zdelo, da bi imeli kakšne probleme. Bila sem na tem kot, Bog, tega ne razumem. Veste, kaj mi je na čisto preprost način odgovoril? Upam, da si boste tudi vi zapomnili. Rekel je, poglej, Joyce, sprosila si me za več, ali to hočeš ali ne. Ali hočete nositi močno maziljenje v svojem življenju? Naj vam nekaj povem. Za močno maziljenje se plača cena, kajti Bog ne mazili mesa. Vrnite se nazaj in berite staro zavezo, ko je bil zakon, da se olje za maziljenje nikoli ne daje na meso. Bog mazili tiste, ki mu služijo. V današnji družbi smo v zelo nevarnih časih. Stvari so ušle iz uzde.
da je skoraj neverjetno. Mislim, vsa nesnaga, ki je na televiziji. Mislim, da je tako žalostno je in patetično. Vendar je Bog izbral vsakega izmed nas, da živi ta čas v zgodovini. Nismo slučajno tukaj. Če ste tukaj v določenem času, ste od Boga izbrani, da ste tukaj v zgodovini in Bog ima za vas pripravljeno delo. Ena stvar, ki je mi ne smemo storiti, da smo preveč pripravljeni se pomešati z ostalimi, tako da nobeden ne ve, kdo pripada Bogu in kdo ne. Sveto pismo pravi, da bo prišel čas, ko bo zelo jasna razlika med tistimi, ki živijo za Boga in tistimi, ki ne. Tako hočem, da postavite danes svoj da se postavite na stališče, pa ni važno, kaj vas to stane. Vi se boste postavili na stališče, ne glede na to, koliko vas stane. Če izgubite prijatelje ali delo, se boste postavili na stališče, ne glede na ceno. Amen. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.